Lepo pozdravljeni. Moje ime je Alenka Stražišar-Lemovšek, sem etnologinja in kulturna antropologinja. Danes vam bom predstavila eno posebno družabno igro špana ali mlin. V preteklosti so se otroci to igro igrali največkrat po zimi, ko so se greli na krušni peči in so si na krušno peč igralno podlago kar narisali z kakšno kredo in se s fižolčki ali pa kamenčki igrali to igro. Včasih pa so mlinarji imeli na svojih mizah, kjer so njihove stranke čakali, urezano to igro na tej mlinarski mizi in so si tako delali čas kratek, ko so čakali, da jim mlinar zmelje moko iz žita, ki so ga pripeljali. Pa začnimo. Igra je namenjena za dva igralca. Vsak igralec ima po 12, ali so to kamenčki, ali so koruze, ali so fižolčki, ki jih polaga na podlago. Cilj tega polaganja je, da čim prej dobi igralec 3 v vrsto. Ko dobimo 3 v vrsto, lahko nasprotniku eno koruzico vzamemo. Tinka je dobila zdaj 3 v vrsto, to pomeni, da lahko meni eno vzame. Evo, zdaj sem jaz dobila 3 v vrsto in bom Tinki vzela eno tole koruzico. Tako, ko smo vseh teh 12 koruzic ali pa fižolčkov položili na igralno podlago, zdaj začne vlečenje najprej en igralec in drug igralec. Vsak lahko za eno polje spremeni svoj položaj in spet skuša dobiti 3 v vrsto. Kar začni Tinka. Tole se vleče. Igra je lahko včasih konec zelo hitro, včasih pa lahko tudi nekaj časa traja. Tinka je dobila 3 v vrsto in mi vzame koruzico. In zdaj sem na vrsti jaz. Tako, zdaj je meni ostalo samo še 6 koruzic. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Še eno mi poje in takrat lahko začnem skakati. Tako da je res še zadnji čas, da jo probam premagati. Mogoče lahko naredim tole. Zdaj pa ima že ona 5 fižolčkov, tako lahko da že ona začne skakati 5 koruzic.
3 v vrsto. Jaz imam samo še 2 koruzice, iz katerih žal ne morem narediti 3 v vrsto, tako da je Tinka zmagala. In na tej točki se igra zaključi. Hvala lepa!